Evo, spet ena dobra ideja za nedeljski izlet pred kosilom. Nekje sem prebral, da je višinska razlika na pohodni poti, kamor se peljem zdaj, cele 3 metre. Bi si človek mislil, da se ne bo posebej namučil in če je suho, se v bistvu res ne. Če prejšnje dni pade kakšna kapljica dežja, so pa obvezna oprema škornji. Pa ne morem v škornjih voziti. No, imam alternativo tam zadaj za preobod. Namenjen sem v krakovski gozd, ki v svojem osrčju skriva celo pragozd. Ja, pač gozd, boste rekli. Ampak ni čisto tako. Je največji nižinski poplavni ter s hrastom in gabrom poraščen gozd pri nas, zato mora biti zanimiv. Priznam, nisem še bil, peva kar fajn matra. Bilo je to. V vasi Malence imate tudi drugi največji hrast v Sloveniji. Cvelbarjev hrast se mu reče. Star je več kot 300 let, 7 metrov ima obseg in 33 metrov je visok. Ga grem malo objet, ker jaz v teh prispevkih pač rad objemam drevesa. No tole pa že bistveno bolj zares. Ampak imam tudi super avto za današnji gost s tole svojo kamuflažno barvo, se kar skrije med drevesi. Res, prav dejansko se tako imenuje in mislim, da Tarako veliko bolj paše kot pa kakšna srebrna. Vam pa spet priporočam, da fajn premislite pred izbiro platišč. Tale so res hude. 20 palcev merijo in z njimi se Tarako po cesti pelje odlično. Če zapeljete pa na kakšen makadam ali pa takšno podlago, boste pa prešteli vse svoje kosti. Zato ne bo to kar pomembna postavka, ko kupujete svoj novi avto. In nujno doplačate še za tole kamero, Top View. Pri toliko drevesih mimogrede kam butnete, tukaj pa 4 kamere dejansko skrbijo, da jih boste dobro videli in če se slučajno preveč približate kakšnemu, ko vozite nazaj, avto celo sam zavre. Tako močno, da vam kar čeljust zabije. To je res super za tiste, ki posodite avto ženi in vas je potem strah, da ga bo popraskala zadaj. Evo, z avtom ni šlo naprej, zato je zdaj čas za moj pogon. No, Resljeva pot je tole, dolga je 8 km, za njo boste potrebovali okrog 2 uri, prepoznate pa jo po takšnih rejih. Reselj je bil izumitelj ladijskega vijaka, zato si dejansko zasluži takšno pot. Mene bolj zanima, kdaj bom jaz dobil svojo. Očitno bo treba nekaj izumiti, pa nimam nobene ideje. Po dežju pravijo, da tukaj ne hodite, ker je teren močno namočen, v dežju ali pa v megli pa nikakor ne, sploh brez vodnika, ker se mimogrede lahko izgubite. Jaz se danes ne bom te nekaj zgubil. Gašper! Kje si, no? Gašper! Se pa počutim kot Arnold Schwarzenegger v Predatorju 1, zgubljen v pragozdu. Ok, sem tukaj me nihče ne lovi, en traktor slišam, pa sonce, tako da je malo lepš, pa malo nevaren. A veste, da je Slovenija 4. najbolj gozdnata država v Evropi? Pred nami so boje samo še Švedska, Finska in Estonija.
Zanimiva družba. Sicer pa je naša deželica pokrita z gozdom skoraj 60%. Zato, kamorkoli se peljete, vedno vidite gozdove, ki so seveda naše izjemno bogatstvo. Tako da, če vas kakšen tujec vpraša, kaj pa imate Slovenci, mi imamo nafto pa železo, recite, mi imamo pa les. Pa dobre avte tudi, jasno, so tujci kar velikokrat presenečeni, ampak pač Slovenci se radi dobro vozimo. Nisem se zgubil.